Slovenski škofje pravijo, da hočejo nekateri načrtno oblatiti dobro ime kardinala Rodeta. Ali lahko rimsko-katoliška cerkev ostane najvplivnejša ustanova brez korenitih sprememb? Ali bodo gradovi vzdržali še desetletja, dokler se ne bomo odločili, kaj z njimi? Dober večer, pozdravljeni v Odmevih. Slovenski škofi podpirajo kardinala Rodeta, izrekajo mu vso moralno podporo v trenutkih, ko hočejo nekateri načrtno oblatiti njegovo dobro ime. To je bistvo sporočila, ki ga je danes v imenu Slovenske škofovske konference medijem posredoval ljubljanski nadškof dr. Anton Stres. Katoliška cerkev se je torej odzvala hitreje in odločneje kot takrat, ko se je razvedelo, da je kongregacija za škofe upokojenega nadškofa Urana zaradi domnevnega očetovstva napotila v tujino. Novost v zgodbi o domnevnem očetovstvu je danes le ta, da so na spletnih straneh Reporterja namignili, da je domnevni sin kardinala Rodeta Peter S. Peter Štelcer, projektni vodja in koordinator za Bližnji vzhod v velikem mednarodnem podjetju s sedežem v Nemčiji Würth. Poglejmo podrobneje. Peter S., domnevno Peter Štelcer, kot razkriva Reporter, naj bi se na kardinala Rodeta v zvezi z njegovim očetovstvom obrnil že večkrat. V uredništvu smo pridobili pismi napisani v angleščini, ki naj bi jih Peter poslal kardinalu. V prvem, ki naj bi ga poslal spomladi, med drugim zapiše, da sta se z Rodetom nazadnje srečala pred 37 leti, a da je bil takrat premajhen, da bi razumel okoliščine. Kardinalu sporoča tudi, da je dobrega zdravja in oče 2 otrok. Drugo pismo naj bi poslal v ponedeljek, potem ko sta se kardinal in Peter slišala v telefonskem pogovoru, za katerega Rode pove: Sem govoril včeraj z gospodom Petrom in moram reči, da mi je rekel, da pravzaprav on ne ve, kdo je njegov oče. Peter v ponedeljkovem pisku izraža začudenje, da so kardinala zanimali zgolj kontaktni podatki njegove matere, ne pa tudi on sam. Sporoča mu, da mu bo mama, zdaj 62-letna Tanja Breda, pisala in da ji bo Rode zagotovo odgovoril. Peter pa ugotavlja tudi, da komunikacija med njima ne deluje in da ga je zelo prizadelo, ker naj bi kardinal njegovo mamo označil za lažnivko. Kardinal Rode oziroma njegov tajnik Matej Pavlič je v današnjem sporočilu za javnost vnovič poudaril, da kardinal do tega trenutka ne strani gospoda Petra, ne strani katerekoli odvetniške pisarne ni prejel pisem zahtevo po ugotavljanju očetovstva. Prvo sporočilo naj bi dobil šele 24. avgusta letos in tudi v njem ni bilo zahteve za test očetovstva. Danes so se Rodetu v podporo oglasili slovenski škofje. Ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres je dejal, da z globoko žalostjo in ogorčenostjo spremlja nov pogrom proti katoliški cerkvi v Sloveniji z napadom na Rodeta. Verjamem pa tudi v pravni red Republike Slovenije, da bo ta zgodba dobila na sodišču razsodbo in sklep, kakor jo zasluži. Sicer pa sta tako kardinal Rode kot Peter pripravljena opraviti DNK analizo, ki bi edina lahko ovrgla ali pa potrdila ugibanja, ki se porajajo. Se pravi, da in domnevni otrok in gospod Rode takoj opravita DNK analizo, rezultat bo pokazal. Obstaja pa tudi druga možnost, tožba. Se pravi, da ta domnevni sin zoper njega vloži tožbo na ugotovitev očetovstva. V tem primeru bi postopki v Sloveniji trajali približno leto dni. Test očetovstva je sicer sila preprost. Mi pošljemo set za odvzem vzorca z vsemi natančnimi navodili in soglasi pač na naslov. Vsi stranke odvzamejo vzorce, pošljajo vzorce nazaj, nekje v 10 delovnih dneh so znani rezultati. Če bosta torej oba, tako kardinal Rode kot Peter Štelcer, opravila analizo dednega materiala, bi resnica lahko prišla na dan že prihodnji teden. Tako, zdaj sta pa z nami v studiu gospod Tone Hočevar, dopisnik Dela iz Rima, nekoč tudi človek iz naše hiše. V mariborskem studiu pa dr. Borut Holcman iz Pravne fakultete. Dober večer, pozdravljeni. Dober večer. Vse dileme, vse sume bi, kot smo slišali, najlažje končali tako, da bi pač se ta test očetovstva opravil. Kaj bi pravzaprav pozitivni izid pomenil za Petra Štelcerja in kaj za kardinala Rodeta? Ja, pozitivni izid bi vsekakor to pomenil, da ima Peter Štelcer zdaj očeta. Kaj pa za kardinala Rodeta? To je edina stvar zdaj. Kar se pa tiče kardinala Rodeta, pa težko, tu lahko kvečemo samo ugibam.
ker prvič iz zgodovine cerkve ne poznam enega primera, kjer bi papež odločal o kardinalih v zvezi z tako imenovanimi nravstvenimi pogoji, ki so postavljeni za kardinala. Na drugi strani pa seveda je težko reči, kako bo papež ali kako bi papež v tej zadevi odločil, ker vemo, da so kardinali tako rekoč neposredno pod papeževo osebno jurisdikcijo. Če pa postavimo zadeve bolj generalno, kakšne so pravzaprav pravice otrok klerikov? Tukaj pa imamo verjetno kakšne izkušnje. Glejte, kar se tega tiče, moramo dve stvari povedati. Prvič, vsi kleriki od diakona naprej so dolžni po kanonskem pravu sestaviti svoje oporoke. V teh oporokah je jasno navedeno, kaj je njihovo osebno premoženje in kdo ima do tistega njihovega osebnega premoženja dostop oziroma pravico v primeru njihove smrti, in to stvar vodi tako imenovani izvrševalec poroke tega klerika. To je prvi vidik. Drugi vidik je seveda jasen. V kanonskem pravu okoli kanona 1274 natančno določa, da v teh zadevah, kar se tiče poslednje volje, določajo, ali so pristojne civilne oblasti vsake države, v kateri krajevna cerkev deluje. Na drugi strani pa imamo zopet procesne določbe v kanonskem pravu, ki jih lahko uporabljamo analogno, da v primeru, da pa klerik nima premoženja, je v določenih primerih, mislim, da je tukaj otrok dovolj velik razlog, lahko ta otrok potem pričakuje, da bo krajevna cerkev, to pomeni katoliška škofija, poskrbela do določene mere za tega otroka. Kako pa je poskrbljeno, pa bi rekel takole, da ne poznam primera. Gospod Hočevar, poznate vi kakšen tak primer? No, jaz poznam primere, o katerih se govori. Primerov napisanih, zapisanih pa verjetno ravno toliko poznam kot dr. Holtzman, v Vatikanu, torej v Rimu, zunaj obzidja, bi rekel. Ljudje izza obzidja seveda velikokrat kaj povedo, ampak da bi pa govoril o primerih, da je gospod ta in ta, ne, ker o tem enostavno ne pišemo. Tudi dopisniki, vatikanisti, ne z imeni in s priimki, navadno ne razno kakšnih zelo, bom rekel, neprijetnih in hudih primerih, ne pa otroci vendarle niso zločina. Druga stvar je, ne vem, Maciel Marcial, ki pa nima nobene zveze. V slovenskih medijih sem zasledil, da so nekako skoraj hoteli primerjati naše slovenske zgodbe s tem, to nima nobene zveze. To se ne da nič primerjati. Mi nismo nobeni bav in živi hudiči, Slovenci vsi skupaj, če se začnemo pogovarjati o tem, da so nekje otroci, pa sploh ne vemo, če so res. Ampak vendarle teh zgodb, pravite, uradno ni, tudi odvzemov kakšne kardinalske funkcije? Ne, da bi jaz vedel, da bi komu tako odvzemali. Edini, ki je bil res kaznovan in popolnoma odgnan od teh velikih, je bil Maciel Marcial, to je šef Kristusovih legionarjev. Sam tam je šlo za huda kriminalna dejanja, to nima nobene zveze s takimi situacijami, o katerih se mi pogovarjamo. Vem, da niste prerok, ampak vendarle dobro poznate Vatikan. Kaj mislite, kako se bo razpletla ta zgodba? Povejte nam svojo verzijo, svoje prepričanje o tem. Kako se bo Vatikan? Vatikan bo po moje bolj ali manj tiho. Vprašanje, če bo sploh kaj reagiral, počakati moramo. A je že sploh kaj rekel? Ne, zaenkrat ne. Zaenkrat nič. Edina stvar, ki so nam jo odgovorili pa že pred meseci, v primeru nadškofa Urana, da se o tem ne bodo nič izjasnevali, da ne bo ne komentarjev, ne intervjujev in pika. To je vse. To je vse. In potem je še en naš kolega, ne Slovenc, da ne bi izgledali, kako smo mi sitni, še on poskušal v enih svojih zvezah priti v kongregacijo za škofe in je bil nalaž mal siten in mu je rekel sogovornik, piš, kar hočeš. Skratka, nas ne zanima, kaj hočeš ti pisati, piš, kar hočeš, mi ne bomo rekli nič.
Mogoče je malenkost pretirano, ampak vendarle vprašanje, kakšno pa je sploh kardinalovo premoženje? Prav veliko, po moje, ne more biti, saj kardinali niso tovarnarji. Na vse zadnje so bili v svoji karieri res visoki politiki, bom nalaž govoril malo v posvetnem jeziku, ampak milijonarji pa niso. Vi prihajate iz Delove medijske hiše. Ja. Če se bo ta zgodba izkazala ali pa če bo test pokazal, da ne gre za očetovstvo, kakšne bodo posledice za Delo? Tega pa jaz ne vem, to povedo pravniki, ne vem, in sodniki, ne poznam teh. Sploh pa moramo počakati, saj ne vemo, kakšni bodo rezultati. No,